Dober dan in dobrodošli v novi epizodi spletne oddaje Masterchef Kuhna, kjer gostim nekdanje masterchefovce in z njimi pripravljam kratke 10-minutne recepte. In danes gostim nasmejanega Dolenjca Anžeta Kupljenika, zmagovalca 5. sezone. Anže, pozdravljen. Čau. Kako je? V redu, super. Vidiš, sem rekla nasmejani, sem te v zadnji slišala. Ja, sem kar poznan po tem. Dobra energija se vedno najde. Da te popravim, danes bomo probali v 10 minutah res. Aha, jaz sem tako naredila zato, da sva varna, če naj bo kdo štopal. Povej, kaj pripravljava danes? Danes bomo naredila oseno skledo, nekaj čist simpel, ampak zelo okusnega. Meni najljubši zajtrk, lahko tudi brunch. Zelo priročno, ker je hitro narejeno, to če malo stoji in tudi če se nam kdaj mudi, lahko vzamemo na pot za sabo in 1, 2, 3 pripravljeno. Ješ toplo, mrzlo, ohlajeno? Načeloma toplo, ampak tudi če se hladno mrzlo poje, ni noben problem. Ker lahko začneš, pa bom jaz te vmes kakšno stvar še izprašala. Prižgemo plin. Brez tega ne bo. Tule imamo mleko, pa ga bomo najprej kar segreli skoraj do vretja. Tako da to je ta prva stvar. Imaš edukativno metodo? Vedno, ja. To je v bistvu občutek v kuharstvu je zelo pomemben, ampak velikokrat zna koga zmotiti, ker vpraša, kako pa to naredi, kako pa daš česa noter. Ne vem, pač rečem pač po občutku in pol slišim in ta tvoj občutek, ne. Koliko pa je občutek, ne? Ponavadi, ja, vse ne moraš vsega vedeti, ampak dobro, recimo, da pri ovseni kaši že vidiš, koliko je konsistenca. Tako. Mešaš sproti. Res je, ampak ja, to je bolj ta edukativna metoda, se mi zdi, da smo jo pobrali od tistih starih mam, veš, ki so rekli včasih roka pove, ne, koliko česa dam, no. Ja, mislim, da se kuharji profesionalni tega kar držimo. Povej, kako se ti spominjaš svojega masterchefa? Zdaj mi gledamo trenutno 10. sezono, ti si zmagovalec 5. sezone, vmes je minil kar nekaj časa. Koliko se še spomniš? Kaj so zdaj v bistvu, ker po toliko časa imaš ti nek strnjen spomin, ne? Ni več toliko vsega. Ja, res je, zdaj je minilo že 5 let od zmage, v bistvu, in so me v zadnjem obdobju spomini kar se premlevalo v glavi. Imam pa zelo lepe spomine. Vse je bilo težko, naporno, ampak zelo prijetno pa vredno vsega skupaj. Da ne bomo predolga, a boš banano olupila najprej, pa potem speštala. Tako, 1,5 ti lahko dam, ostalo bom pa samo lepo narezala. Velja. Zdaj gledalci niti ne vejo, da to Masterchef snemanja so zelo dolga snemanja in je veliko potrpljenja potrebnega, da preživiš te dolge, naporne kuharske igre, ne? Koliko si se ti naučil o sebi v tem času? Ker nekaj ti je verjetno dal, ne? Se pravi teko Masterchefa ali tudi zdaj po Masterchefu? Malo ogromno. Mislim, veš, jaz sem bil res totalni amaterski domač kuhar. Kuham od malega, to je bil moj najljubši hobi, ampak jaz nisem vedel, da pač imam ta občutek za estetiko, za okuse. Koncu, ker se tega nisem nikoli učil, rečem pač temu, da je to talent. Nisem vedel, da imam tega in jaz sem dejansko tekom tekmovanja odkrival, kaj pač imam noter v sebi. Tako da sem se res ogromno naučil, ampak sem tudi izkoristil pač vsak trenutek, ki sem ga imel, da sem pač vložil pa se naučil nekaj novega. Mleko se tele že kar segrelo, tako da bom jaz noter usipal ovsene kosmiče. Recimo, tukaj imamo mleko brez laktoze, lahko uporabimo navadno mleko, lahko uporabimo ovseno mleko, riževo mleko, zapravo ful je enih različnih opcij. Mi bomo dali tukaj noter banano, lahko se doda tudi kakšen cimet, kakšne drugačne začimbe. V bistvu, kar vam paše, je čist stvar okusa, ampak meni je tale kombinacija taka zelo okusna, pa tudi nasitme, tako. Se pravi, to banano tudi umešaš noter? Takole, evo, ti si jo lepo speštala, pa bom dala kar noter. Pa zdaj to se vse skupaj pokuhalo tam 3-4 minutke, Takole. Ne sme pa zavreti, ali? Lahko zavre, ampak pač pol zmanjšamo, predvsem zaradi tega, da se kosmiči ne bi zažgali, prijeli, prismodili. Vse to? Ja. Povej torej, po Masterchefu, ko ti enkrat stopiš v ta pravi kuharski svet, zdaj boš dodal še sladkor? Ja, tako, ne, 2 ščepca. Kaj je tisto, kar si opazil, recimo, da si se naučil, da si prvič bil v pravem kuharskem svetu in si rekel, aha, evo, to je pa znanje, ki sem ga dobil zaradi Masterchefa? Mislim, v prvi vrsti širina znanja in pa to, kako se znaš po kuhinji
gibati, obračati. Pa bom rekel, da sem v samem Masterchefu si potrdil neke dobre vodstvene lastnosti, ki sem jih pol prenesel naprej v profesionalno kuhno. Ampak ne sme pa pozabiti pač od osebnostne rasti, ki je bila mogoče, se je lahko mogoče celo primerjati z znanjem, ki sem ga osvojil v Masterchefu. No. Pravijo nekateri nekdanji tekmovalci, da je v bistvu ta nivo stresa, ki ga doživiš v Masterchef kuhinji, težko doživeti v real life. Ja, ja, to zihar. Jaz zmeraj vsakom pravim, da ne moreš vedeti, kako je, če pač nisi dejansko enkrat noter. Tako. In zmeraj je lažje biti pameten na kavču, ko pač polk imaš pred sabo stres, ki si ga sam daš, stres izziva, stres kamer, pritisk, ki ti ga sodniki dajo, so tekmovalci, ki veš, da gre za res. Ne da se opisati. No. Govoriš o tem pametovanju iz kavča, koliko pa si čutil recimo zdaj, ko si ti ven iz Masterchefa, da si pa zdaj pameten na kavču, ker vseeno pa pač imaš to izkušnjo, ne? In imaš pravico tudi do pametovanja. Ne bom rekel, da sem sicer pameten, ker gledaš, ko si enkrat noter bil v tekmovanju, na tekmovanje iz malo drugačnega zornega kota, ker veš, kako stvari izgledajo. Je pa res, da si večkrat mislim, še posebej na začetku, ko se mogoče pokaže šibkost ali pa kakšno neznane tekmovalce, si rečem, no, ampak to bi lahko boljš naredil, ampak ker se vidi, da še niso čist preklopili, ne, in ti, ko si že dal to čez, vidiš, da bi pač se lahko dalo nekatere stvari pač pol že med samim kuhanjem narediti boljše, kot so dejansko jih. Ja. Letošnjo sezono spremljaš 10. jubilejno? Se trudim, čim več. Je kar nekaj vdaj, kar nekaj dela za pogledati, zdaj bom dal še maslo noter. Takole, ena žlica, nekaj tazga. Takole, samo umešam in je v bistvu to, bom zdaj kar ugasnil. Kaj naredi to maslo še malo? Ja, poveže pa tako kremoznost, no, pa malo okusa doda. Takole, v glavnem, ja, si želim čim več pogledati. Pogledal sem, mislim, da ne 7 vdaj. Če pa mi slučajno ne uspe, pa saj preletim. Pa ko gledaš, si ti gledalec, ki ima favorita ali trpiš in se veseliš z vsemi? Dajmo reči, da sem ti gledalec, ki si hitro ustvari enih par favoritov, dajmo reči 3-4, ker še zmeraj je težko dejansko oceniti, kdo bo res na koncu zmagal, ker je toliko enih izzivov, enih kuhanj, enkrat ti spodleti, pa pač lahko doletiš, tako da tam 1-3-4 si pa zmer. Dobro, ne bom te vprašala, kdo so tvoji letošnji favoriti, ker pa bi bilo to nehvaležno, če zdaj tle se pogovarjava, kdo je boljši, kdo ni boljši. A boš narezala še par jagod? Pa tako da ti dam. Povej, kaj pa sami izzivi, recimo, ko jih gledaš, a se ti kdaj zgodi med spremljanjem Masterchefa, da rečeš, jaz bi tudi ta izziv? Ja, mislim, mene v bistvu ful daje želja, da bi pač še enkrat lahko dal to čez, pa banano lahko na kolobarčka narežeš, jagode pa na polovico, pa pol še enkrat na polovico, se pa na četrtine. Ok, deal. Bo šlo? Da vidimo, če bom znala na četrtine narezati, kot ti želiš. Ja, letos smo videli v 10. sezoni v bistvu Anja Fir se vrnila, ne, kot tekmovalka. Ja. Tako da ona je dobila to priložnost, da se je vrnila v to kuhinjo in je rekla, da je bilo izjemno. Da pač je to tako nostalgično in tako ljubezen razvija tudi do teh pultov. Jaz vam sicer nudim tle pult, ne, in elemente iz studia. Ni isto, ker jaz ne... So pa spomini. So spomini, ne. Sami izzivi, ki jih gledaš, no, a je kakšen tak izziv, ki si ga videl recimo v sezonah po tvoji, da si rekel, jaz bi pa tudi tak izziv naredil? Meni so zelo všeč tematski izzivi. Se pravi, ko ni samo, ne vem, zdaj, kaj ti narečem, neko kuhanje, ampak ko je dejansko vezano na tematiko, naprimer, ne vem, lani je bilo ful všeč, ko smo imeli rakovice, pa ko smo imeli sipo, pa ko smo imeli jeguljo, tako kot nekaj drugač, res še izven cone obdobja nasploh, mogoče še za kakšnega profesionalnega kuharja. Tako, ko so malo unikatni posebni, to mi je res tako, jaz bi tudi to. Jaz bi tudi to. Pa si kdaj pomislil, da bi potem to doma naredil, pa si mogoče kupil te sestavine? Večkrat sem že to naredil. Tako na pol, pa tako na četrtino? Tako, kot sem najprej pokazala. Večkrat sem že to naredil, v bistvu sem glih včeraj
bil je pred kratkim izziv za uporabo jabolčnega vina, oziroma, čakaj, ja, to je takrat, ja, cider, tako. Glika je Luka takrat naredil tak vrhunski krožnik, no evo, sem tudi jaz se včeraj lotil delati krožnika z jabolčnim vinom. In? Ja, super je ratalo. V bistvu sem delal pašto z jabolčnim vinom, s koromačom, z orado, bučkinim karpačotom in pa z jagodami. Ne razumem, zakaj nimam danes tle ene probne včerajšnje. Enkrat je naš sodnik Luka rekel, da pašta ne čaka gosta, ampak gost čaka pašto. Ne, to je rekel zdaj žoto ampak v bistvu tudi pri testeninah je isto, ker je noter parmezan in maslo in jo zelo hitro skupaj potegne in se isuši in verjam, da je ne bi bila vesela danes. V glavnem, dali smo noter kuhane ovsene kosmiče, zdaj imamo pa dal še takole lepo kokos. No in kako ti je uspelo kuhanje s sajdrom? Ja, ful je bilo dobro. Taka zanimiva kombinacija, se je zelo pomembno, da pač znaš povezati, kateri okusi pašajo zraven, ne. Jaz se v okusih z jabolkom sem se tle v primeru slane jedi zelo povezal z morskim, ne. Pa pogledaš, bučka je itak pač taka malo nevtralna, barvo bo dala, ampak zraven zelo paša jagoda, jabolko paše zelo s koromačom in pač pol narediš eno tako kombinacijo okusov, pač ki klapajo en z drugim. Te si dodal še granolo? Granolo, pa še čija semena. Ful enega zdravja. Ja, tudi to je pomembno, veš. Da saj doma jemo zdravo, ker ja, v kuhinji zna biti kar nekaj maščob, kako ne rečem. Tako, zdaj bom dal pa maline gor. Sorry, ko sem desno roko vzel tako. Ja, pa se to je pa zdaj že za na Instagram, no? Ja. A veš, tudi z očmi kupujemo, ne? In jemo, ne? Ja. Kaj pa, ko si prišel ven iz Masterchefa, kako hitro si se znajdel? A si vedel, kaj si želiš delati naprej, ali si mogel najprej odspati nekaj dni po vsej tej utrujenosti? Ful je bilo težko, v bistvu sem se kar nekaj časa, nisem niti velikrat govoril, bom rekel zdaj javno o tem, ampak sem imel kar en tak kompleks v glavi, ok, sej zmagal sem, dokazal sem se, ampak če gremo v profesionalno kuhno, a je to dovolj, kar vmes o sebi, ali se bom znajdel, a imam dosti znanja, a bo šef z mano zadovoljen, ful enih kompleksov sem imel v glavi, v bistvu slabi 2 leti. Odkar sem se odzmagal v Masterchefu, prvič pol vrgel v profesionalno kuhno. Ampak se pač na koncu pol pokazalo, da je bilo veliko teh domov pač odveč, ampak ja, je bila ena taka bojazen, strah, če... Veš, ljudje imajo pač pol pričakovanja od tebe, ne, veš. Ja, neko titulo nosiš, ne, pa moraš pol se dokazati. Ne, takrat sem bil star 20 let, ne. Jo, to je res malo, ja. Si mi rečeš, fuck, a sem sploh jaz za profesionalno kuhno, še zmer Masterchef ni profesionalna kuhna, ne. Mislim, ni primerjave postaviti tekmovanja z realnostjo, ki se pač v kuhinji dogaja, ne? In tempo in kako pač vse skupaj stvari izgledajo. In kako si se potem znajdel v profesionalni kuhinji? Je bilo to nekaj, kar je bilo tako, da si bil pripravljen na to, ali je bil to totalen stres spet na novo? Mislim, težko se pripraviš na to, ampak sem se pa zelo dobro znajdel. V bistvu sem prvi vstop v profesionalno kuhinjo sem začel, dajmo reči, na delu za predjedmi pa za sladicami. Čez 4 mesece sem že pač prevzel kuhno, pa pač bil šef kuhne. Tako da, če tako pol primerjaš, so stvari zelo dobro stekle, no. Si malo perfekcionista, pa si sam vase dvomil zaradi tega, ker... Ja, se strinjam, ja, res je. Bila sem tak občutek, mogoče je to tudi samo refleksija bila zdaj, ampak sem začutila, ja, tvoje dvome. Si predstavljam, da je težko zmagati, sploh, ker so naši šovi tako zelo gledani. Ti zdaj zmagaš, plus star si bil 20 let, ne, to je treba tudi povedati, da to je zelo, zelo malo v resnici. Ja. In si poslan v svet, kjer se ve, da si zmagovalec Masterchefa in se moraš dokazati. Recimo še ena stvar, ljudje so po parih mesecih od mene pričakovali, pa me spraševali, kje imaš zdaj svojo gostilno, restauracijo, a si že odprl, kaj pa čaka, zakaj pa še ne, kaj ti pa je. Veš, ko si tako pomisliš, kaj gre tem ljudem po glavi, oziroma kad se ne znajo postaviti v tvojo kožo. Prvo kot prvo pač pri 20 letih, a veš, kje bom jaz odprl nekaj svojega, tudi s to nagrado, saj pač iskreno pač ne moreš
nekaj velik, nekaj pomagaš. Tako, ne, ampak zdaj boš pa pač nekaj odprl, ne, je zelo težko. Ne, in, je veliko enih procesov ozadej, od gospodarstva, ekonomije, če tako pogledaš, ker pač nisem imel nobenih izkušenj o tem takrat, ne, da ni to tak mačji kašelj pač odprt pa zagnati, ker pa, če bom imel enkrat nekaj svojega, bom pač odprl, da bo pač to na dolgi rok in dolgoročno, ne pa pač nekaj kratkoročno in se pač hočem počutiti ne samo vse kuharsko pripravljenega, ampak to pač dovolj izkušenega v poslovanju, kar je pa zelo pomembno. No in ker smo pri prihodnosti, kaj pa so želje za prihodnost, brez pritiska, lahko tudi čez 20 let? Želje so, da bi enkrat imel nekaj svojega, en bistro, tako do maks, ne vem, 30-40 oseb, ker mi je pomembno, da se lahko vsakmu gostu enako posvetiš, da nimaš, da delaš na kvaliteti pred kvantiteto. Tako. Ampak, kakor bo pač čas namenjen in pa kakršne bodo priložnosti. Jaz ti želim, da bi uspel, da bi se sanje uresničile in da boš samozavesten šel v to, no? Hvala. Bova tole poskusila? Ja, vmes sta tudi končala. Ja. Nisem povedal na koncu, da še pač arašidovo maslo povrh. Se pravi, imamo ovseno kašo, kuhano z kokosovo moko, s čio semeni, z granolo, s sadjem po želji in z arašidovim maslom. Bravo, sedi pet, dobro si spremljala. Sam, veš da, jaz lahko govorim in spremljam. Jaz pa govorim in kuham. Evo, kakšna kombinacija. Dobro, okej. Ja, zdaj je trenutek, čas za resnico. A si sploh upaš probati? Ja, veš, da upam, jaz komi čakam. Kaj upam? A rabam pogum? Ne, cheers. Vse sem ti skozi gledala pod prstom. Kako pa zajamem, da je vse, mater? Sem tole pa zelo nasitno, ne? Ja. Zelo nasitno pa hranilno. Veš, kaj imam najraj? Če lahko na kameri govorim s polnimi usti. Saj nekje, ne? Pa mi noben ne bo zameril, ker sem tle s tem razlogom. Dober tek. Hvala lepa, zelo je dober. Zelo je pobožate. Zelo je prijetna zadeva za zjutraj, da te zbudi. Sploh za nas, ki jim radi malo dlje spimo. Ja, to je se to tako. Deva ne preveč stvari povedane. Še za drugič, kaj prešparala, ne? Anže, najlepša hvala, jaz bom tole z veseljem pojedla. Sem vesela, da si prišel. Želim ti vse najlepše v prihodnosti, pa da boš, tako kot sem rekla, samozavestjo naprej. Hvala. Pa te spremljamo, ne? Da vidimo, kam boš šel. Seveda. Hvala tudi vam, dragi gledalci. Spremljajte MasterChef kuhno še naprej. Tokrat se posladkamo z zajtrkom.